Tiskalniki so nepogrešljive naprave v vsakem gospodinjstvu in pisarni. Prihranijo nam čas in omogočajo izpis nešteto kopij istega dokumenta, besedila, fotografije. Delajo nam sive lase, ko opozorilna luč naznani pomanjkanje črnila ali pa se list papirja zagozdi globoko v drobovju naprave. Od drobnega tiska na embalaži do jumbo plakatov ob cesti. Tiskalniki skrbijo, da je vse, kar se lahko zamislimo, na papirju. V prihodnjih minutah bomo pojasnili razlike med vrstami tiskalnikov, se sprehodili skozi zgodovino laserskega tiskalnika in si ogledali princip njegovega delovanja. Poznamo več vrst tiskalnikov. Najbolj značilna delitev je na laserske in brizgalne oziroma inkjet tiskalnike. Seveda pa poznamo še druge vrste, bolj specializiranih tiskalnikov. Matrični ali iglični tiskalnik dela znake tako, da s posebnimi natančno poravnanimi iglicami preko črnilnega traku udarja po papirju. Ti tiskalniki so zelo počasni in glasni, večinoma so črno-beli in zelo nizko ločljivostjo zapisa. Toplotni tiskalnik je namenjen za manjše izpise, na primer za tiskanje računov v trgovinah. Prenos besedila se opravi s pomočjo toplote. Potrebujemo pa poseben barvni trak, s katerega nanašamo barvo na papir z majhnimi elektrodami. Zanimivo je, da povpraševanje po toplotnih tiskalnikih iz leta v leto narašča. Zasluga za to pa gre k vse večji zahtevi po tisku črtnih kod in nalepk za izdelke. Tu lahko vidimo na tem grafu, ki predvideva, da se bo do leta 2020 uporaba termalnih tiskalnikov na vseh področjih podvojila v primerjavi z letom 2012. Največje povečanje uporabe toplotnih tiskalnikov je opazno v industriji. 3D tiskalnik je v zadnjih letih zelo pridobil na popularnosti. Za razliko od prej naštetih tiskalnikov, ki tiskajo na papir, ta tiska trirazsežne objekte. To stori s segrevanjem glave, v kateri se običajno topi plastika, ki jo tiskalnik natančno, plast za plastjo nanaša eno vrh druge, da se ustvari 3D objekt. Uporablja jih za izdelovanje prototipov, nakita, pa tudi arhitekture, gradbeništva in na drugih področjih. V prihodnosti lahko pričakujemo še večji razvoj in večjo dostopnost 3D tiskalnikov za potrošnike. Nedavna raziskava v Združenih državah Amerike je pokazala, da veliko podjetij že uporablja 3D tiskalnike, in sicer 24% za namen izdelave prototipov. Z 10% sledi izdelava prototipov v kombinaciji s produkcijo izdelkov, na zadnjem mestu pa podjetja uporabljajo 3D tiskalnike za namen izdelave končnih izdelkov, ki jih z običajnimi postopki ni mogoče izdelati. Še vedno pa so 3D tiskalniki v podjetjih bolj izjema kot pravilo. 29% ameriških podjetij še raziskuje, ali bi bila vpeljava teh tiskalnikov smiselna. 33% vprašanih pa jih ta tehnologija sploh ne zanima. Laserski tiskalnik temelji na principu laserja in valjev, ki s pomočjo električnega naboja privlačijo ali pa odbijajo ustrezno količino barve na papir. Laserski tiskalnik je bolj primeren za večje količine izpisov, zato ga s pridom izkoriščajo v pisarnah ali pa recimo na fakultetah. Brizgalni tiskalniki delujejo tako, da iz rezervoarja barv vzamejo drobec črnila in ga v drobnih kapljicah brizgajo na papir. Stroški tiskanja strani so dražji kot pri laserskem tiskalniku, so pa bolj primerni za tiskanje natančnih barvnih odtenkov na velikih površinah. Zato je brizgalni tiskalnik bolj primeren za tiskanje fotografij. Ogledali si bomo delovanje laserskega tiskalnika, vendar pa najprej malo zgodovine. Temelje laserskega tiskanja je leta 1938 postavil madžarski fizik Paul Zeleny. Razvija tehniko kserografije oziroma elektrofotografije. Beseda kserografija prihaja iz grških besed kseros, suho, in grafija, pisanje. Že sama beseda pove, da postopek ne vključuje tekočega črnila. Na osnovi teh znanj je leta 1942 Chester Carlson izpopolnil proces kserografije. Ta temelji na dveh principih. Prvič, snovi z nasprotnim nabojem se privlačita in drugič, nekatere snovi postanejo boljši prevodniki, ko jih izpostavimo svetlobi.
Carlson je izumil postopek za prenos slike iz ene površine na drugo z uporabo tega postopka. Leta 1969 je podjetje Xerox predstavilo prvi laserski tiskalnik, namenjen za pisarniško uporabo. Kmalu so jim sledila še druga podjetja, kot je Canon, HP, IBM, Apple, zaradi česar se je proces tiskanja izboljšal in pocenil. Laserski tiskalniki so postali dostopni tudi za domačo uporabo. Dobili smo prve barvne laserske tiskalnike, kot odgovor barvnim brizgalnim tiskalnikom in pa multifunkcijske naprave, ki tiskalniku dodajo funkcionalnost optičnega čitalnika ali pa faksirne naprave. Pomemben element laserskega tiskalnika je fotoprevodnik ali boben oziroma val, ki v temi dlje časa hrani električni naboj. Najpogosteje je izdelan iz selena in telurja in ima zelo gladko površino. Če je izpostavljen svetlobi, električni naboj hitro izgine s fotoprevodnika. Na ta način fotoprevodnik hrani elektrostatično sliko, ki je človeškemu očesu sicer nevidna. Postopek laserskega tiskanja poteka v 5 korakih. Naelektritev fotoprevodnika, osvetljevanje fotoprevodnika, razvijanje fotoprevodnika, spajanje in čiščenje. Prvi korak tiskanja je naelektritev fotoprevodnika. Pri tem je pomembna enakomernost naboja in njegova velikost. Elektrostatični naboj prenesemo na val s pomočjo korone, tanke žičke premera 1 mikrometra, priključene na enosmerno napetost od 5 do 7 kV. Naslednji korak je osvetljevanje fotoprevodnika. Vnaprej pripravljena bitna slika se prenese na boben s pomočjo laserja. Laser tvori sliko na negativno nabitem bobnu tako, da razelektrije osvetljene točke. Laser obdela naenkrat eno vrstico točk, nato se boben zavrti za eno točko in postopek se ponovi. Postopek mora potekati zelo hitro, zato se mora svetlobni žarek zelo hitro prižigati in ugašati, tudi več milijonkrat na sekundo. Povprečen laserski tiskalnik ima resolucijo 600 pik na palec, kar pomeni, da je razlika med posameznima točkama približno 40 mikrometrov. Laserski žarek in boben morata biti med seboj dobro usklajena, da pride do natančnega zapisa. Laser je v tiskalniku nepremičen, premika pa se sistem mnogokotniških zrcal in leč, ki skrbijo za usmerjanje in fokusiranje žarka. Druga tehnika za odklanjanje žarka uporablja holografski deflektor. Nekateri cenejši laserski tiskalniki uporabljajo namesto laserja kar vrsto fiksnih LED diod, ki hkrati osvetlijo celotno širino bobna. Imenujemo jih LED tiskalniki. Zaradi tega tiskalnik ne potrebuje več zrcal in leč in nima gibljivih delov in je ponavadi hitrejši ter cenejši. Kvaliteta zapisa pa ni na tako visokem nivoju kot pri običajnem laserskem tiskalniku. Sledi korak razvijanja fotoprevodnika. Tonarski prah za laserski tiskalnik je sestavljen iz plastičnih zrnc in pigmenta, ponavadi iz železovega oksida. Iz tonarjevega rezervoarja tonarski prah v debelini le 15 mikronov prenese poseben val, ki je magneten in negativno nabit, ter privlači tonarski prah. Prah se zaradi elektrostatskega privlaka prenese iz tonarjevega valja na mesta na bobnu, ki so manj negativna, torej na mesta, ki so bila prej osvetljena z laserjem. Tako dobimo na bobnu elektrostatsko sliko želenega vtisa. Preden pride papir v stik z bobnom, ga močno pozitivno nabije. Ko pride boben s tonarskim prahom do papirja, se rahlo negativno nabit tonarski prah zaradi elektrostatskega privlaka prenese na papir. Takoj zatem gre papir preko razelektritvnega mehanizma, saj bi se sicer prilepil na negativno nabit boben. Razelektritev lahko poteka z dodatnim, ozemljenim valjem ali pa svetlobo. To se zgodi tako, da fotoobčutljiva plast zaradi osvetlitve ne more več zadrževati naboja. Tonarski prah sedaj drži na papirju le še gravitacija in ostanki električne sile.
Papir gre še skozi topilno enoto, ki s temperaturo do 220 stopinj Celzija topi plastične delce tonerskega prahu. Ti se sprimejo s papirnimi vlakni in tako fiksirajo tonerski prah na papirju ter tvorijo vtis. Postopek se zaključi z mehanskim čiščenjem ostankov tonerskega prahu. Čistilna lopatica nežno očisti vse nepotrebne delce tonerja in ko je boben čist in razelektren, se ponovno elektrostatično nabije. Tiskalnik je pripravljen na ponovno tiskanje.